V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami. In s tvojim duhom. Sestre, bratje, lepo pozdravljeni, predvsem vi, gospod Mačkov. Danes nas pozujeta dva svetnika, Sveti Jožef, vzgojitelj Jezusov, in Karel Boromejski, vzgojitelj Milanske škofije, ki je uspel, se pravi, ta škofija izjemno prenovila po Tridentskem cerkvenem zboru. Tako da lahko nocoj nekako bi vam priporočimo sami sebe, nas tu navzoče, našo župni in pa našo mariborsko nadškofijo. Torej, kličimo zdaj Svetega Duha na vse nas, da bi nam res pomagal, da bi Tomaža čim bolje oblikovali, čim bolje ukajali. Da bi res Tomaža lahko dobra, Bogu všečna, pa najprej zdaj s klesanjem očistimo svoje srca. Samomočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas, vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod naš Bog. Sveti škof Karl Boromejski si je goreče prizadeval za prenovo cerkve in zveličanje ljudi. Daj tega duha tudi nam, ki smo tvoja cerkev, da se bomo neprestano prenavljali in postajali podobni Kristusu in pričali o njem v sodobnem svetu. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Vemo, da smo iz smrti prešli v življenje, ker ljubimo brate. Kdor ne ljubi, ostane v smrti. Vsak, kdor brata sovraži, je ubijalec in veste, da noben ubijalec nima v sebi večnega življenja. Na tem smo spoznali ljubezen, da je on dal življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate. Kdor ima premoženje sveta in vidi brata v pomanjkanju, pa svoje srce pred njim zapre, kako more biti v njem Božja ljubezen? Otroci moji, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom,
ampak v dejanju in resnici. Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži in volk jih pograbi in razkropi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna oče in jaz poznam očeta. In svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati. Poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. To je Kristusov evangelij.
Draga sobrata duhovnika, dragi vašni strešniki, dragi pevci, dragi bratje in sestre, obhajamo god svetega Karla Boromejskega, ki se je rodil 1538 in umrl 1584. Doma je bil iz Milana, iz zelo znane družine, ki je imela kar nekaj svojih članov po vplivnih družinah po Evropi. Od mame brat pa je bil celo papež. Tako da je za mladega Karla bila pot tako rekoč odprta v svet. Pa tudi Karl je bil zelo nadarjen, bister, predvsem z velikim darom za organizacijo. Oče ga je že kar kot otroka namenil za duhovnika. Hvala Bogu, da je imel v sebi res ta klic. Se je pozneje pokazalo, da je ta klic že res nosil v sebi. Kajti, ko je bil star 21 let, ga je papež poklical k sebi v Rim, in ko je bil star 22 let, je bil že kardinal. Ni bil še duhovnik, ni bil še škof, ampak torej, zaupana mu je bila velika služba državnega tajnika, torej drugega človeka, tako rekoč v cerkvi. Ravno takrat je bil koncil in Trentinski koncil in mlademu Karlu je bila zaupana koordinacija tega koncila in potem predvsem uresničevanje. In zanimivo, da tukaj je pokazal vse svoje sposobnosti. Ko je papež umrl, je potem bil imenovan za milanskega nadškofa in kardinal itak že prebil. In tako je prišel v škofijo, ki je bila zelo, kako bi rekel, tako potrebna prenove. V zelo slabem stanju je bila škofija takrat. In mladi Karl se je lotil tega res za vsem srcem. Kot dobri pastir, kot smo danes slišali v Evangeliju. V Evangeliju smo slišali razliko med dobrim pa slabim pastirjem. Slabi pastir je tisti, ki se čuti najemnika. Ovce niso njegove in zato, ko pride težave, zbeži, vse skupaj pusti. Pravi pastir pa se čuti odgovornega in vsaka ovca je za njega dragocena. In zato tudi podoba Jezusa dobrega pastirja, ki nosi na sebi ovco, je ena najstarejših upodobitev za Kristusa. Ker ravno tukaj so kristijani videli Jezusa res kot tistega dobrega pastirja, ki prihaja k nam, da nas reši in sklanja se prav k vsakemu, slednemu, vsak je v njegovih očeh dragocen. In tako je tudi Karl Boromejski se lotil prenove svoje škofije. In lotil se je kje? Pri duhovnikih. Vedel je, da če bojo dobri duhovniki, potem bo cerkev tudi rasla. In zato je najprej začel ustanavljati semenišča, bogoslovja, torej vzgojne hiše za duhovnike, ker je vedel, da samo dobra vzgoja je tista, ki potem res duhovnikom pomaga, da so lahko pravi in dobri pastirji. Potem je začel z nedeljskimi šolami za ostale, za vernike, ki so bili nepismeni. Poleg tega, da jih je učil pisati, pa je tudi organiziral verouk, vzgojo, versko vzgojo za ljudi, da so počasi začeli spoznavati skrivnosti vere. Ampak prišla je kuga in Milano je bilo zelo v težkem stanju. Mnogi so pobegnili iz mesta, ampak Karl je ostal zvest do konca. Stregel je bolnikom, vse, kar je imel, razprodal, samo da bi pomagal tem ljudem. In tukaj je Karl pokazal vso svojo veličino. Lahko bi rekli, da eni naredijo kariero od spodaj navzgor, Karl je pa naredil vzgor in navzdol. Tako da je začel kot en mogočen človek, končal pa je kot revež med reveži. Ampak ravno v tem je bila njegova veličina. Umrl je, ko je bil star 46 let, ampak za sabo je zapustil izredno dediščino. Ne samo, da je škofija postala res pravo pričevanje
življenja po veri, da je duhovnike res uspel pripraviti na to njihovo poslanstvo. Obiskal je vse župnije v bilanski nadškofiji, šel od župnije do župnije, poslušal ljudi, napisal na koncu tudi poročila, bolj priporočila, kako naj bi zastavili versko življenje. Skratka, v Karlu Boromeju lahko vidimo tistega pravega pastirja, ki ga potrebujejo krščanska občestva, ki ve, da je služabnik, da je v službi ljudi in da prihaja za to, da jim prinese Kristusa, Kristusovo ljubezen in njegovo usmiljenje. Slišali smo danes v berilu, da kadar ljubimo, iz smrti prihajamo v življenje. In tudi Karlovo zauzemanje za te reveže v času kuge je bilo znamenje upanja. Mnogim so se res odpirala vrata življenja, ker so videli v tem škofu res pastirja, ki se zauzema prav za vsakega od njih. Danes je tudi prva sreda v mesecu, ko tudi prosimo našega svetega Jožefa, zavetnika katoliške cerkve, naših družin, zato, da bi znali graditi življenje na pravih vrednotah. Na tistih vrednotah, ki pomagajo, da človek raste, da postaja vedno boljši. Če bi iskali povezavo med Karlom Boromejskim in svetim Jožefom, bi gotovo bila zvestoba v sprejeti nalogi oziroma poslanstvo. Tako sveti Karl Boromejski kot sveti Jožef sta tisto nalogo, ki ima zaupana, res oživela za vso odgovornostjo in doslednostjo, zavedajoč se, da izpolnjujeta Božjo voljo, da sta v Božji službi. In to nam velikokrat manjka, ta zavest, da smo v Božji službi. Vsak na svoj način lahko prispevamo k temu, da med nami raste Božje kraljestvo, da je več Boga, da je več evangeljskih vrednot med nami, da je teh vrednot vedno več v naših družinah, v naši družbi. Vemo, kako danes trpimo pomanjkanje ravno v tem, da manjka teh vrednot med nami, ki nas res povezujejo in na katerih lahko gradimo lepo življenje. Zato naj bo skupna prošnja danes nas vseh, da nam Karel Boromejski in sveti Jožef izprosita, da bi znali na tistih pravih vrednotah graditi naše življenje in tako se zaveda tega, da z našim življenjem, vsak svojim poslanstvom prispevamo k temu, da ta svet, v katerem živimo, postaja vedno bolj Božji. In če postaja vedno bolj Božji, potem je tudi kraj, kjer se človek dobro počuti, kjer najdemo tisti notranji mir in tisto notranjo srečo, ki jo tako iščemo in po kateri tako hrepenimo. Amen. Dobri oče, na priprošnjo svetega Jožefa, varuha vesoljne cerkve, združi vse kristjane in jih vodi po poti miru, edinosti in ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega moža Device Marije in glavarja svete družine, li vsem družinam medsebojno razumevanje, zaupanje v Božjo previdnost in krščansko pojmovanje skupnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Gospod, podpiraj cerkev, da bo učila in sama znala spoštovati vsako pošteno človeško delo. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj vsem delavcem, ki živijo v težkih razmerah zaradi krivic, nezdravega okolja ali pomanjkanja dela, da skoraj dosežejo pošteno plačilo, primerno stanovanje in ustrezno zaposlitev. Prosimo te, usliši nas.
Zbudi v nas pravo krščansko razumevanje delavcev, ki od drugod prihajajo k nam na delo, da jim bo naša ljubezen olajšala življenje med nami in kazala pot k Bogu. Odpri nam oči za potrebe trpečih okoli nas, da bomo vsakemu olajšali njegovo bedo, saj je to najpomembnejše delo. Prosimo te, usliši nas. Na priprošnjo svetega Jožefa, tolažnika nesrečnih in zavetnika umirajočih, okrepčaj naše bolne in umirajoče brate in sestre. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sveti Jožef je Jezusu in Mariji izkazoval svojo skrb in ljubezen. Naj jo tudi nam, da bomo prav živeli in se bomo kot ena družina nekoč vsi zbrali pri tebi po Kristusu našem Gospodu. Amen. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čas svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Bog, na god svetega Karla Boromejskega ti prinašamo svoje darove za evharistično daritev. Njemu je dejala moč, da se je trudil za krepostno življenje in zveličanje ljudi. Naj tudi nas obogati in obrodi bogate sadove po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, In s tvojim duhom kvišku srca. imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. Svojo cerkev razveseljuje z godom svetega Karla Boromejskega. Zgledom njegovega življenja nas utrjuješ v dobrem. Z njegovim oznanjevanjem nas poučuješ in na njegovo priprošnjo nas varuješ. Zato ti za vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo.
resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjanja po vsem svetu, s popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Alojzijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, svetim Karlom Boromejskim in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Vsak od nas išče Božjo bližino. Še posebej v trenutkih preizkušnje in težav želimo čutiti to bližino. Jezus nas je naučil, kako naj iščemo to Božjo bližino, kako naj Boga nagovarjamo in z njegovimi besedami bomo sedaj nagovorili skupnega nebeškega Očeta. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne odpelji nas v tjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom,
ko polni blažnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak glej na vero svoje cerkve. Utrdi o miru in vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Pri vsaki daritvi nam Bog prinaša svoj mir. Ta mir sedaj podelimo drug drugemu, da bi ga vsak v svojem srcu tudi začutil. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo.
Vsemogočni Bog, prijeli smo svete skrivnosti. Naj nam podarijo moč, kakor svetemu Karlu, ki je bil zvest v tvoji službi in goreč v ljubezni do bližnjega, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vsemogočni Bog, prve začetke odrešenja človeškega rodu si zaupal zvestemu varuhu svetemu Jožefu. Tvoja cerkev naj po njegovi priprošnji vedno ohranja in dopolnjuje skrivnost odrešenja po Kristusu našem Gospodu. Amen. Na koncu skupaj prosimo za Božji blagoslov, da bi vsak korak našega življenja spremljal ta Božji blagoslov, da bi se tako znali odločati za to, kar nas povezuje z Bogom in drug z drugim, in da bi tako po nas, po naših delih, raslo Božje kraljestvo. Gospod z vami In s tvojim duhom. naj vas vodi in blagoslavlja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.